Drage dame, spoštovani gospodje, cenjeni gostje. Lepo pozdravljeni na podelitvi priznanj za pomembna umetniška dela, najvišjih umetniških nazivov Univerze v Ljubljani. Na Univerzi v Ljubljani jih podeljujemo enkrat letno in takrat s toliko večjim ponosom. Danes bo priznanja za pomembna umetniška dela prejelo 18 avtorjev, vidnih ustvarjalcev v slovenskem in tujem prostoru. 9 z Akademije za glasbo, 3 z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, 5 z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in en avtor z Naravoslovno-tehniške fakultete. Z njihovimi izjemnimi deli nam dajejo vedeti, da je svet, ki se ga dotakne umetniški barvitejši, bogatejši in sega v večnost. Ali do veliko vsega Dalí. Pravi umetnik ni tisti, ki najde navdih, ampak tisti, ki je navdih za ostale. Verjamem, da se z menoj strinja tudi rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Ivan Svetlik, ki mu v nadaljevanju predajam besedo. Danes imam posebno čast, da vam v imenu Univerze v Ljubljani podelim priznanja za umetniška dela. S temi priznanji dokazujete svojo visoko usposobljenost za umetniško ustvarjanje. Še več, Univerza vam s tem daje priložnost, da svoje znanje in umetniške prakse kot visokošolski učitelji prenašate študentom tudi naprej. Univerza s temi priznanji daje umetniškemu ustvarjanju enakovredno mesto, kot ga ima znanstveno ustvarjanje. Pot do izoblikovanja umetniškega izraza in ustrezne predstavitve umetniških del je zahtevna, pa vendar se kaže v številnih umetniških dosežkih naših akademij in posameznih umetnikov, tako v domačem kot v mednarodnem prostoru. Med njimi naj omenim samo nekaj zadnjih dosežkov. 3 akademije so izvedle državno proslavo, opero Vojna in mir, prireditve ob 30. obletnici oddelka za oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje tečejo že celo leto. Bili smo priča zelo zanimivim gledališkim in filmskim predstavam ABFT in seveda ne smemo pozabiti na to, kar nam daje Akademija za glasbo s svojimi abonmaji in drugimi preditvami. Seveda je vsakdo izmed prejemnikov priznanj danes mora izstopiti s svojimi dosežki tudi na mednarodni ravni, mnogi tudi z nagrajenimi dosežki. Vse to Univerza v Ljubljani zavezuje k izboljšanju pogojev za delo študentov in učiteljev na vseh akademijah, pa naj gre za ustrezne prostorske pogoje ali pa tudi opremo in programske okvire, znotraj katerih delujete. S tem bodo akademije tudi v prihodnje lahko opravljale svoje nenadomestljivo poslanstvo v slovenskem prostoru ter tako obogatile tudi delo naše univerze. Torej za vaše dosežke vam že naprej vsem skupaj iskreno čestitam. Hvala. Izbrati prejemnike priznanj za pomembna umetniška dela zagotovo ni lahka naloga. Le kako izmed številnih stvaritev, umetnin, mojstrovin izbrati takšne, zaradi katerih smo danes tukaj. Kako je potekalo delo komisije za podeljevanje umetniških priznanj, nam bo razkrila predsednica komisije, profesorica Janja Korun. Spoštovani prejemniki priznanj, spoštovani lektor, prorektor, dekani, dragi gostje. Priznanje pomembnih umetniških del je najvišji umetniški naziv, ki ga podeljuje Univerza v Ljubljani in je pomembna za tista habilitacijska področja, pri katerih je v izobraževalnem procesu umetniška ustvarjalnost ključnega pomena. V postopku zavolitve pedagoške nazive je priznanje pomembnih umetniških del enakovreden pogoj doktorata v znanosti. Kriteriji za podelitev umetniških
umetniške stvaritve so naslednji. Izjemnost glede na umetniško izvirnost, zamonitost in inovativnost, mojstrstvo pri obvladovanju izraznega medija in prepoznavnost v domačem in širšem mednarodnem prostoru. Zaradi zagotavljanja enotnih kriterijev odličnosti pri podeljevanju priznanj pomembnih umetniških del, Senat univerze imenuje posebno 7-člansko komisijo, v kateri so predstavniki 3 akademij, Fakultete za arhitekturo in 3 fakultet, ki poleg drugih izvajajo tudi umetniške študije. Kot predsednica te komisije lahko zatrdim, da člani komisije svoje delo jemljemo skrajno odgovorno, da se podrobno seznanimo z umetniškimi dosežki vsakega kandidata, jih s čim bolj objektivno pretehtamo in si ob kakršnikoli nejasnosti ali dvomu dovolimo poiskati dodatno mnenje strokovnjakov iz obravnavanih področij. V današnjem hipertehnološkem času, ko je videti, da smo lahko vsi pomalem umetniki, je v poplavi takšnih in drugačnih stvaritev težko najti pravo umetnost. Še posebno zato, ker se agresivni propagandni mediji trudijo vplivati na našo presojo, nas silijo razmišljati v ustaljenih kalupih in nas prepričujejo, da je dobra umetnost tista, ki je všečna in se dobro prodaja. Dokaz, da v resnici ni čisto tako, je današnja slavnostna podelitev priznanj vami. In naj skijenem s čudovito misijo Pavla Picassa, nekateri umetniki spremenijo sonce v rumeno piko, drugi spremenijo rumeno piko v sonce. Skrivne čestitke. Naj se podelitev priznanj za pomembna umetniška dela začne. S tem namenom se mi je pridružil kolega Aljaž Mlakar, s katerim bova izmenično prebirala obrazložitve prejemnikov priznanj. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Simon Dvoršak z Akademije za glasbo. Asistent Simon Dvoršak je po končani srednji glasbeni šoli in gimnaziji v Celju najprej diplomiral na Pedagoški fakulteti v Mariboru iz zborovskega dirigiranja pod mentorstvom Jožeta Firsta. Nato pa se je vpisal na Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani. Tam je diplomiral in prejel diplomo summa cum laude v razredu magistra profesorja Marka Letone. Izpopolnjeval se je tudi pri Đorđu Televinjanu. Na Akademiji v Španiji julija 2009 je bil sprejet na podiplomski študij na Montpellier Academy of Theatre Arts v Londonu, kjer je z odliko zaključil specializacijo iz glasbenega gledališča. Že v času študija je bil asistent dirigenta orkestra Slovenske filharmonije. Do sedaj je umetniško vodil mladinski orkester Prve gimnazije v Celju, simfonični orkester Domžale Kamnik, simfonični orkester Glasbene šole Žalec ter druge. Redno sodeluje in koncertira z orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom SNG Maribor, simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, orkestri Akademije za glasbo in orkestrom Slovenske vojske. Za seboj ima vrsto koncertov za glasbeno mladino Slovenije in glasbeno mladino Ljubljansko. Redno sodeluje z Mariborskim festivalskim orkestrom. Veliko časa posveča glasbenemu gledališču, operi, opereti in muziklu. Tako je kot dirigent pripravil in vodil številne premiere in krstne izvedbe del na različnih odrih v Sloveniji in tujini. Njegov repertoar obsega dela od baroka do 21. stoletja, tako na koncertnem kot gledališkem odru. Za seboj ima vrsto koncertov in nastopov kot pianist-kompetitor, pri čemer je sodeloval s priznanimi slovenskimi in tujimi instrumentalnimi in pevskimi solisti. Pogosto snema za arhiv RTV Slovenija in je reden član žiri na glasbenih tekmovanjih in festivalih. Kot gostujoči predavatelj vsako leto pripravlja mojstrske tečaje na Akademiji Montpellier v Londonu. Deluje kot umetniški vodja in dirigent orkestra Hiše kulture Celje. Kot dirigent in pedagog se predano posveča delu z mladimi. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Izročam vam priznanje
Studirala z obliko v razredu profesorice Eve Mošak-Kovška. Podiplomski študij je nadaljevala na Dunaju, na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, ki ga je zaključila leta 2000. Kot solistka se glasbeni publiki doma in tujini predstavljajo široki paleti glasbenih del, od renesančnih, baročnih, velikih oratorijskih in religioznih del, do del velikih mojstrov samospeva. Kot članica SNG opera in balet Ljubljana je izbila vrsto opernih vlog, nastopala kot solistka s številnimi slovenskimi simfoničnimi orkestri, Slovenske filharmonije, RTV Slovenije, Mariborske in Ljubljanske opere. Kot vokalna pedagoginja, zaposlena na konservatoriju za glasbo v Ljubljani, poučuje mlade pevce, ki se ponašajo s številnimi nagradami na različnih mednarodnih in domačih tekmovanjih in festivalih in zrelimi umetniškimi, solističnimi in opernnimi naslovi doma in tujini. Od leta 2012 uspešno sodeluje z Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer dela kot strokovna svetnica za področje vokalne tehnike in asistentka za področje specialne didaktike petja in zadovoljstva odrasla. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Izročam vam priznanje za pomembna umetniška dela, ki ga podeljuje univerza. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Jure Gredišnik z Akademije za glasbo. Docent Jure Gredišnik je diplomiral na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani v razredu profesorja Stanka Arnolda in pozneje študij nadaljeval v koncertevnem usadku pri profesorju Hansu Ganšu. Je dobitnik mnogih nagrad na domačih tekmovanjih, med drugim tudi študentje Yamaha leta 2004. Že med študijem je postal komentač SNG opera in balet Ljubljana. Aktivno sodeluje s drugimi orkestri in različnimi komornimi sestavi, v trobilnem kvintetu Sibras, v triu Serafin, v trobilnem triu RTV Slovenija in v duetu s harfistko Marijo Gambos-Gredišnik. Kot solist je vstopil s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, komornim modalnim orkestrom Slovenske filharmonije, orkestrom Slovenske vojske, komornim orkestrom festivala Maribor, orkestrom SNG opera in balet Ljubljana, slovaškim komornim orkestrom Kapela Metropolitana, orkestrom Hrvaške vojske in z orkestrom Slovenske filharmonije. Za izvedbo Tomazinjeva koncerta Slovensko filharmonijo je prejel leta 2005 študentsko Prešernovo nagrado. Nastopal je s priznanimi glasbeniki in pod taktirko mnogih priznanih dirigentov. Gredišnik je bil od leta 2003 do 2012 solo trubetač orkestra SNG opera in balet Ljubljana. Sedaj pa zaposlen kot solo trubetač simfoničnih orkestra RTV Slovenija. Spoštovani Jure Gredišnik, izročam vam priznanje univerze za pomembno umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Franz Kosem z Akademije za glasbo. Docent Franz Kosem je od leta 2004 solo trubetač srednjega državnega orkestra Slovenske filharmonije ter od leta 2011 asistent za trubento ter mentor za komorno igro na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Dodiplomski in podiplomski študij je končal na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu zaslužnega profesorja Antona Grčarja. Dodatno pa se je izpopolnjeval na Visoki šoli za glasbo v Karlsruju pri profesorju Reinholdu Friedrichu. Kot solist, komorni ali orkestrski glasbenik se je doslej predstavil na številnih festivalih in koncertnih odrih doma in po svetu, kot so Festival Ljubljana, Festival Maribor, Slovin, Gustav Mahler Bochentuglah, Pacific Music Festival Sapporo, Lucerne Festival ter osrednja koncertna prizorišča po Evropi, na Japonskem, Braziliji in Washingtonu. Sodeloval je z orkestrom Mozart iz Bolonje, mlado izraelsko filharmonijo in filharmonijo borcev pod taktirko številnih dirigentov, med njimi Klavija Rabada, Zubina Nehte, Maksima Vengerova, Piera Boleca, Michael Tilson Thomasa, Marka Letonje in Uroša Lajovica. V letu Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 je kot vodja izobraževanja v projektu Povezovanje z glasbo sodeloval z vrhunskimi solisti in pedagogi svetovnega slovesa, kot so Wolfgang Christ, Rainer Stroker, Hans Hansch, Emanuel Labru, François Benda, Felix Renki,
Gustavo Nunez, Božo Baražik, Raymond Kers, Martin Ostertak in Gregory Ernst. Koncertirajo spremljave simfoniko RTV Slovenije, Mariborske filharmonije, Zagrebških solistov in orkestra Slovenske filharmonije, s katerimi je posnel prvo solistično razgoščenko s koncerti za trobento in orkestra Leopolda Mozarta, Franza Josefa Haydna ter Johana Nepomuka Humna. Doslej je kršno izvedel preko 30 del slovenskih skladateljev, številne posnetke njegovih izvedb hrani arhiv Radia Slovenije. Je redni član trobilnega ansambla Slovenske filharmonije ter vodja društva za trobilno in govorno glasbo Sibras. Franz Kosem je prejemnik nagrade Prešernovega sklada za leto 2012. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Spoštovani Franz Kosem, v čast mi je, da vam lahko izročim priznanje univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Živa Ploj Peršuk z Akademije za glasbo. Dirigentka Živa Ploj Peršuk se je s svojim marljivim delom in veliko nadarjenostjo ter znanjem že krepko usidrala v slovenskem glasbenem življenju. Vedno znova nas preseneča svežino in muzikalno prepričljivostjo. Živa Ploj Peršuk je dirigirala orkestru Slovenske filharmonije, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija, simfoničnemu orkestru SNG Maribor in mednarodnemu orkestru Ljubljana. Slednjim je koncertirala v Italiji, Srbiji, Veliki Britaniji in Španiji. Živa Ploj Peršuk izvaja različne programe, od baroka do sodobne glasbe in redno sodeluje s slovenskimi glasbeniki in skladatelji, te tudi spodbuja k ustvarjanju. Dejavna je na področju sodobnega plesa, prav tako je umetniški vodja Akademije Branimir Slokar, v sklopu katere tudi kot dirigentka redno sodeluje s svetovno uveljavljenimi umetniki. Na mednarodnih odrih je dirigirala v Nemčiji, Bolgariji, na Poljskem, v Švici ter Srbiji. Pred kratkim je v ljubljanski operi debitirala z opero Saloma, v teatru Verdi, v Trstu pa z baletom Lagodje jezero. Prosim, rektorja, da podeli priznanje. Spoštovana Živa Ploj Peršuk, izročam vam priznanje univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Marija Ravne z Akademije za glasbo. Asistentka Marija Ravne je osnovno in srednjo šolo končala v Celju v razredu Kristjana Kolmana. Študijem viole je nadaljevala na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. 2 leti v razredu profesorice Slave Romank-Sotil. Z diplomo summa cum laude je diplomirala v razredu profesorja Mileta Kosija. Dodatno se je izpopolnjevala pri priznanih pedagogih, kot so Wolfgang Christ, Harald Schlichtig, Dimon Kopan in Milan Kosij. V času šolanja je prejela več nagrad na državnih tekmovanjih mladih glasbenikov, je bila tudi prejemnica Prešernove nagrade Akademije za glasbo in kristalnega grba mesta Celje za študijske dosežke. Kot solistka je v svoji profesionalni karieri večkrat nastopila z orkestrom Slovenske filharmonije, s katerim je v sklopu Oranžnega maja krško izvedla koncert za violo in orkestra skladatelja zaslužnega profesorja Pavla Miheličiča. Večkrat je nastopila tudi s komornim gledalnim orkestrom Slovenske filharmonije, Celjskim gledalnim orkestrom in orkestrom Testine, s katerim sta se z violinistom Janezom Podresnom predstavila za Mozartovo simfonijo Čertante za violino, violo in orkester na Arlesbury festivalu v Angliji. Veliko nastopa tudi kot komorna glasbenica, v različnih projektih sodeluje z glasbeniki kot so Andreja Sjanke, Suzanja Basler, Primož Mošak in Mile Kosij. S flutistom Andrejem Grahom, violinistom Iranom Kordom in violončelistom Igorjem Štegnancem pa so posneli zgoščenko z Mozartovimi kvarteti za flavto in godalnim trio. Od decembra 2007 je solo violistka orkestra Slovenske filharmonije, s katerim redno nastopa na 12 in drugih koncertih, udeležuje pa se tudi številnih poslovanj z njimi. Enako funkcijo ima tudi v komornem godalnem orkestru Slovenske filharmonije. Poleg intenzivnega umetniškega ustvarjanja je več let aktivna tudi na pedagoškem področju. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Spoštovana Marija Ravne, izročam vam priznanje univerze za pomembna umetniška dela.
pomembno umetniško delo dobi tudi Jasminka Stančev, Cerenko z Akademije za glasbo. Docentka Jasminka Stančev, rojena v Srbiji, je najprej študirala doma, pozneje na Dunajski visoki šoli za glasbo in v Švici v mojstrskem razredu slovite pianistke Marije Tipo. Po zmagi na prestižnem mednarodnem betonowem tekmovanju leta 1989 na Dunaju se je zanjo odprla sijajna glasbena kariera. Sodeluje s številnimi prestižnimi orkestri in dirigenti ter nastopa na najpomembnejših evropskih glasbenih festivalih. Posebno plodno je njeno sodelovanje z dirigentom Gustavom Kumom na tirolskih slavnostnih igrah, s katerim je umetnica posnela tudi nekaj zelo odmevnih izpuščenih zdaj Mozarta in Beethovena. V sezoni 2011-2012 je bila Stančeva rezidenčna umetnica v slovitem dunajskem glasbenem združenju. Februarja 2012 je s Mozartovim klavirskim koncertom v Aduru KV 488 debitirala s Kraljevo filharmonijo v Londonu. Docentka Jasminka Stančev se veliko ukvarja tudi s komorno igro. Je članica Dunajskega godalnega kvarteta, ansambla Dunajskih filharmonikov, od decembra 2006 pa tudi Dunajskega tria Brahms. Kritiki so navdušeni nad umetničino klavirsko igro. Pišejo, da je interpretacija tako rekoč popolna. Čiste linije, bleščeč zvok, jasno zasnovana melodika v širokih pripovednih lokih. Njena igra je kot cvetoče življenje. Žal, gospe Jasminke Stančev Cerenko danes ni z nami, zato bo priznanje v njenem imenu prevzel prodekan Akademije za glasbo profesor Matjaž Klemenšek. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Darja Švajger-Mohorič z Akademije za glasbo. Docentka Darja Švajger-Mohorič je znana in uveljavljena umetnica na področju popularne kulture. S svojimi umetniškimi naslovi širi in poglablja razumevanje popularne kulture kot take, saj njene pevske kreacije izkazujejo vrhunskost in presežno vrednost, ki je vedno intelektualno in čustveno močna in poetika. Najpomembnejše nastope lahko štejemo koncerte v Skopju, Londrinu, Gradcu, Nürnbergu in Dublinu. Vsekakor moramo na tem mestu izpostaviti dejstvo, da je gospa Švajger-Mohorič dosegla dosedaj najvišje mesto Slovenije na festivalu pesmi Eurovizije. Prav tako je njeno delo šlo na mnogih nosilcih zvoka. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Izročam vam priznanje Univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Dejan Maksimilijan Prvančič z Akademije za glasbo. Dejan Maksimilijan Prvančič je svojo glasbeno pot začel kot klarinetist. Z igro v profesionalnem orkestru postaja zvest klarinetu, ves čas pevskega študija. Po končanem študiju pa se poslavlja od klarineta in posveča petju kot edinem poklicu. Petje je diplomiral na Akademiji za glasbo Univerze v Beogradu pod vodstvom profesorja Zvonimirja Karnetiča. V času študija in po diplomi se izpopolnjuje pri znanih pevskih pedagogih in svetovno priznanih pevcih v Evropi in Združenih državah Amerike. Že kot študent je postal član opernega studija Beograjske opere, v okviru katerega se je predstavil v nekaj glavnih tenorskih vlogah. Leta 2004 postane redni član solističnega opernega ansambla SNG Opera in Balet Ljubljana, leta 2011 pa pridobi status priznanega solista. Leta 2005 prične redno sodelovanje s HNK Zagreb, ki traja že 10. sezono zapored. Dejan Maksimilijan Prvančič poleg opernega neguje tudi koncertno petje, kar dokazujejo številni nastopi na koncertnih odrih in festivalih v Nemčiji, Italiji, Srbiji, Romuniji, na Hrvaškem in drugje. Redno nastopa v izvedbah oratorijev, liturgij in kantat s priznanimi ansambli tako doma kot v tujini. Posebno pozornost posveča baročnemu repertoarju pred krstnim izvedbam novih ali zdavno pozabljenih oziroma redko izvajanih biserov klasične glasbe. Izvedbe koncertov, v katerih je sodeloval Dejan Maksimilijan Prvančič, so bile večkrat posnete na CD in DVD izpuščenkah. Dejan Maksimilijan Prvančič je dobitnik nagrade Even 2014 Zagrebškega festivala Svetega
Marka za izjemne umetniške dosežke na festivalu. V dosedanji pevski karieri je sodeloval s številnimi mednarodno priznanimi dirigenti. Sodeloval je tudi z vsemi nacionalnimi profesionalnimi ansambli v Sloveniji ter številnimi tujimi profesionalnimi orkestri in ansambli. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Izročamo priznanje univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Zlatan Čučkov z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Docent Zlatan Čučkov sodi med najbolj iskanih montažerjev, saj mojstrsko obvladuje izraznost filmskega in televizijskega medija. Odlikujejo ga visoka strokovna podkovanost in razgledanost, izjemen občutek za ritem ter občutljivost pri ustvarjanju dramske napetosti. Med najpomembnejšimi deli lahko omenimo montažo nagrajenih filmov Outsider, Breznov, pornofilm in Sladke sanje. Njegova inovativnost ga je pripeljala do tega, da postaja ključni sodelavec najvidnejših slovenskih televizijskih režiserjev. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Spoštovani Zlatan Čučkov, izročam vam priznanje univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za posebno oziroma pomembno umetniško delo prejme tudi Vito Taufer z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Docent Vito Taufer se je s svojim delom dokazal kot zelo občutljiv, izviren in vsestranski umetnik in brez dvoma spada med bolj plodovite, originalne, vsekakor pa tudi uspešne režiserje na Slovenskem. V svojem režijskem delu se je loteval tako resnih del, Sofokles, Shakespeare, Čehov, Beckett, Brecht, kot tudi komičnih Molière, Goldoni. Del za otroke, Grimm, Rozman, kot tudi Popper, Mozart, Rossini, Strauss. Za režije je prejel skoraj 50 priznanj in nagrad, med drugim 2 nagrade Prešernovega sklada, 4 Borštnikove nagrade, več nagrad Zlatih lovorjev v Sarajevu, posebno nagrado kritike na festivalu Vite. Vita Tauferja danes ni z nami, priznanje bo po njegovem imenu prevzel prodekan Akademije za gledališče, radio, film in televizijo, profesor Tomaž Bubenšek. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Matjaž Tribušon z Akademije za gledališče, radio, film in televizijo. Docent Matjaž Tribušon se s svojim opusom predstavlja kot celovita umetniška osebnost, saj je razpon njegovih vlog nastalih v dosedanji 30-letni karieri galerij. Vse pa so odigrani s prepričljivostjo in odličnostjo, ki ga postavljajo sam vrh slovenske uprizoritvene umetnosti. Med opaznejše vloge moramo vsekakor šteti Hamleta v stroju Hamlet, Vala v slovenski drami, Vergila v božanski komediji, Saša v Antigoni in New Yorku in Jazona v Medeli. V bogatem in obsežnem umetniškem ustvarjanju je dobitnik pomembnih nagrad. Nagrada občinstva Borštnikovega srečanja, Borštnikova nagrada, Vesna, Zlatigrav, Bronasti satir in nagrada sklada Staneta Severja. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Spoštovani Matjaž Tribušon, izročam vam priznanje univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Emina Čukič z Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Oblikovalka in fotografinja Emina Čukič je diplomirala iz vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Podiplomski študij fotografije pa nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Bratislavi na Slovaškem. Zato je prejela tudi štipendijo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Njeno ustvarjanje je razvilo med samostojno, avtorsko ter strokovno in pedagoško delo, saj ima za sabo vodenje in organizacijo številnih obsežnejših projektov, razstav, delavnic, okroglih miz in žiriranj. Tudi iz njenih avtorskih del je razvidno, da gre za ustvarjalko, ki neprestano raziskuje in deluje izrazito interdisciplinarno, saj fotografijo pogosto prepleta z drugimi mediji. V vsebinskem smislu njena dela pogosto odpirajo aktualne družbene teme.
Posveča se predvsem reševanju resničnosti, refleksiji sodobnega trenutka v odnosu do minulega in iskanju ravnovesja med njima. O kakovosti njenega dela pričajo tudi nagrade, izdane publikacije in številne, tako samostojne, kot tudi skupinske razstave doma in v tujini. Emina Đukić danes ni z nami, priznanje bo po njenem imenu prevzel dekan Akademije za likovno umetnost in oblikovanje profesor Boštjan Skender. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Janez Janša iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Janez Janša, ki se rodil kot Davide Grassi v Bergamu v Italiji, deluje kot pomemben avtor medijske in intermedijske umetnosti. Diplomiral je leta 1994 na Akademiji Izraela v Milanu. Od leta 1995 živi in dela v Ljubljani. Leta 2002 je soustanovil Zavod za sodobne umetnosti Axioma in leta 2011 projektni prostor Axioma, kjer je umetniški vodja in producent. Janez Janša je svojo obširno umetniško produkcijo pokazal odlično razumevanje kreativnih možnosti novomedijskih umetnosti in je to tudi uspešno uveljavil v mednarodni javnosti. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Podeljujem vam priznanje Univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Marija Namrnik iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Oblikovalka in ilustratorka Marija Namrnik se predstavlja s svojimi deli na področju vizualnih komunikacij kot prodorna, suverena in oblikovana avtorica. Diplomirala je z področja grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, kjer je nadaljevala svoj študij in magistrirala z področja znanstvene ilustracije, likovnega področja, ki mu pri svojem delu posveča posebno pozornost. Vidna predstavitev njenih del gledalcev odstira večplastnost odgovora na dani izziv, saj se vsebinska bogatost izvedbe dotika področja vizualnih komunikacij, od grafičnega oblikovanja do domišljijske in znanstvene ilustracije. V celostnem delu še posebej fascinira njeno udejanje ilustracij flore in fauny, izvedenih z analitično-sistematičnimi, virtuoznimi ilustratorskimi postopki, kar njeno delo kakovostno umešča v vrh odličnosti. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Izročam vam priznanje Univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Arjan Preger iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Delo Arjana Pregera se giblje v prepletu treh ključnih vsebin: teorije umetnosti, humorja in politične angažiranosti. Z abstraktnim ekspresionizmom, minimalizmom, artom, skrajnim svetlobo počne prav tisto, kar so prepovedovali modernistični ideologi. S tem slikarstvo trga izpod mitologij, ki so ga ovili v desetletjih privilegiranega položaja, hiše umetnosti. Hkrati so njegova dela vseskozi prepletena s humorjem, ki ga lahko zaznamujemo z angleško besedo fun oziroma latinsko paronomazija. Tretja ključna značilnost umetnikovega opusa je navezava na političnost, ki pa jo obravnava le takrat, ko ga ta političnost zopet pripelje nazaj v sliko in s tem spremeni vsebino ali zagotovi nov pogled na njo. Ker kandidata gospoda Arjana Pregera ni, bo priznanje po dobrem imenu prevzel dekan iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Roman Ražman iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Oblikovalec vizualnih komunikacij Roman Ražman je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani pod mentorstvom profesorjev Branka Novaka in doktorja Staneta Pevnika. Na začetku tisočletja se je v praksi mostril v nekaj oblikovalskih študijih, od leta 2009 je vpisan v register samozaposlenih pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije in deluje kot samostojen avtor oblikovalec. Pri svojem delu stavi na prečiščenost ideje in jasno sporočanje ter tisto vmes, kar lahko povzroči, da se oblikovanje dotakne umetnosti. Znotraj območja grafičnega oblikovanja lahko obvladuje tako rešitve za kompleksne sisteme vidnih identitet, kakor tudi za hitne duhovitosti na tem majicah. Gorivo za njegovo delo so strast,
radovednost, duhovitost in nenehno nezadovoljstvo nad rezultati lastnega dela. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Izročamo priznanje univerze za pomembna umetniška dela. Priznanje za pomembno umetniško delo dobi Katja Burger z Naravoslovne tehniške fakultete. Magistra Katja Burger se je rodila leta 1974 v Ljubljani. Leta 1999 je končala študij oblikovanja oblačil in tekstilij na Naravoslovno tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2006 je končala magistrski študij tekstilnega oblikovanja in pridobila znanstveni naziv magistrica umetnosti. Katja Burger se ukvarja z vodenjem različnih projektov, zasnovo in organizacijo razstav ter izobraževanjem na področju oblikovanja tekstilij. Spodbuja in doživlja ročno tekstilno ustvarjanje, ki ga prepleta z lastno umetniško produkcijo. Zanimajo jo odnosi in povezave med rokami in tekstilnim materialom ter pomen in traba tekstila v sodobnem času. Projektih, ki se loteva išče odgovore na vprašanje o vrednotenju okolja, v katerem živimo, razmišlja o kulturi bivanja in kako s tekstilnim oblikovanjem reševati različne socialne probleme. Za svojo izjemno ustvarjalno rast skupaj s skupino Olo, katera soustanoviteljica je, prejela več mednarodnih nagrad. Med njimi izstopajo Red Dot Design Award, Best of the Best, za najboljši izdelek v skupini, Henkel Life Award in častna pohvala na 20. mednarodnem biennalu industrijskega oblikovanja Bio v Ljubljani. Prosim rektorja, da podeli priznanje. Spoštovana Katja Burger, izročamo priznanje univerze za pomembna umetniška dela.